Po odmevnih odpovedih zdravnikov v naši največji bolnišnici se odpira vprašanje, ali gre celotno javno zdravstvo po poti radiologije, kjer zasebniki postavljajo pravila igre? Najtežji primeri bodo vselej v domeni državnih bolnišnic, toda kdo jih bo operiral? Bo država najboljše zdravnike, ki zdravijo najzahtevnejše bolnike, nagradila? 24 ur dejstva z Majo Sodja. Sedem izjemnih kirurgov zapušča našo največjo bolnišnico. 7 zdravnikov, ki so se v tej ustanovi izobraževali, tukaj zrasli, se kalili. Kako bo delo na 2 klinikah zaznamoval njihov odhod in kaj seveda to pomeni za bolnike? Ortopedska klinika javno že tolikokrat na udaru. Zdaj zaradi odpovedi Uroša Megliča, Klemna Stražarja in Oskarja Zupanca. Težko je, ko iz ustanove, v kateri delaš od nekdaj, začnejo odhajati kolegi, priznava predstojnik katedre za ortopedijo Matej Drobnič. Jih pa razumem, da zakaj so odšli, nekako mi je žal. Odpoved so dali, ker je vlada napovedala, da ne bodo smeli več delati pri zasebnikih. Stražar, Meglič in tudi Drobnič namreč delajo za zasebni center MD Medicina, Zupanc ima svojo ortopedsko ambulanto in sodeluje z več zasebniki. Kljub temu, da je ustavno sodišče ta del zakona razveljavilo, bodo z ortopedske klinike odšli. Trenutno nas je 20 ortopedov, se pravi, te 3 kolegi, ki bojo odšli, jih bo potrebno nekako nadomestiti. 9 specializantov je v ozadju, 3 bodo letos nared za samostojno delo pod mentorskim nadzorom. Eden od kolegov, ki odhajajo, je pripravljen tudi mentorirati. Odhajajoči ortopedi so namreč vsi z oddelka za artroskopijo. Eden od njih nam je v telefonskem pogovoru zatrdil, da bodo zagotovo zastale artroskopske in kompleksne operacije kolka in komolca. Nekaj bomo tudi naredili rošat med oddelki, da kolegi, ki že zdaj deloma delajo tudi artroskopije, bodo prišli pomagati na ta oddelek. Bomo pa, zaključuje Drobnič, prosili bolnike za razumevanje. Da če bojo prišli do kakšnih motenj, da jih bomo poskušali čim bolj nemoteno odpraviti, ne moramo pa obljubiti, da bo vse teklo popolnoma enako, kot je. Poleg ortopedov ljubljanski UKC zapuščajo 4 maksilofacialni kirurgi, med njimi nekdanji predstojnik Tadej Peter, Dovšak in Vojko Didanović. Slednji velja za izjemnega strokovnjaka. V elektronskem sporočilu nam je potrdil, da je slaba komunikacija velik del problema, ne pa tudi slabi odnosi. Pred kamero ni želel, ker da morajo to rešiti sami. Na oddelku bo ostalo 7 specialistov, 6 specializantov in 1 sobni zdravnik. Čakalne dobe pa so že zdaj med najdaljšimi. Na prvi oromaksilofacialni pregled se z napotnico zelo hitro čaka 100 dni, pod hitro 335 dni, pod napotnico redno pa leto dni in 2 meseca. In še to, da nekdo postane maksilofacialni kirurg, traja najdlje. Opraviti mora namreč študij medicine in potem še študij dentalne medicine oziroma stomatologije. 4 leta traja specializacija in še približno 10 let usposabljanja. Strokovni direktor naše največje bolnišnice priznava, da je odhod vsakega etabliranega specialista pretres za stroko. A kljub temu bolnikom sporoča, da so se s podobnimi razmerami že srečali in jih tudi obvladali. Seveda bo posledično večje breme dela padlo na druge sodelavce. Meni je zagotovo žal za vsakega od kolegov, ki poda odpoved v naši ustanovi. To za mene kaže na to, da klinični center v danem trenutku za njih ni zadosti atraktivni delodajalec in glede na to, da sodelujem pri vodenju te ustanove, to smatram tudi malo za svoj osebni poraz. V UKC Ljubljana ob tem poudarjajo še, da število zdravnikov in zobozdravnikov raste. Leta 2021 jih je bilo 1486, lani pa 1567. Tudi v Mariboru je v zadnjih 5 letih zraslo število zdravnikov s 683 na 736. Zanimalo nas je tudi, koliko je v UKC Maribor zaposlenih radiologov, saj je v javnosti močno odmeval ravno primer Mitje Ruprehta, ki je lanskega oktobra opravil okoli 1400 preiskav za druge zdravstvene ustanove, s popoldanskim delom pa zasluži 30 tisočakov mesečno. Kako je to možno, pojasnjuje direktor bolnišnice Vojko Flis.
Delo radiologov poteka na način, da lahko izvide pišejo nadaljavo. Še posebej to velja za izvide slikanja z magnetno resonanco in CT. Zdravnik pri preiskavi ni prisoten. Zdravnik dobi slike na svoj osebni računalnik in potem napiše izvid. Ruprecht jih je napisal veliko. Samo oktobra lani 1565 magnetnih resonanc, od tega le okoli 150 za matično bolnišnico, 417 za bolnišnico Ptuj, 998 pa za zasebnika s koncesijo. Zdravstveni inšpektorat je Ruprechta oglobil že lani, saj so ugotovili, da je delal več ur, kot pa jih ima teden. Če on piše za tujo ustanovo, ima soglasje seveda za delo v tisti ustanovi, mi ne vemo, ali je on pisal to popoldan, v času dežurstva, ker pač seveda nimamo vpogleda v tisto dokumentacijo. Inšpektorat bo torej preveril, ali je Ruprecht za druge zdravstvene ustanove izvide pisal v času, ko je bil na delovnem mestu v UKC Maribor. Ker to pomeni na koncu tudi goljufijo. Postavlja pa se tudi vprašanje, ali je toliko izvidov možno napisati strokovno in kakovostno. Jaz še vedno delam kot kirurg, kar pomeni, da berem te izvide in imam seveda o njih svoje mnenje. In zgodi se, da je treba seveda preiskavo ponoviti. Strošek se pa seveda podvoji. V UKC Maribor je sicer zaposlenih 44 radiologov, 38 za polni delovni čas, 2 za krajši. Soglasje za delo drugje ima 23 zdravnikov specialistov radiologije. Zaposleni v javnih ustanovah bodo s soglasjem še naprej lahko delali pri zasebnikih, medtem ko koncesionarji ne bodo smeli imeti zdravnikov na SP-jih. Govorili smo z največjimi koncesionarji. Toliko denarja so v minulem letu dobili za preglede in posege, ki jih je plačala država, skoraj 19 milijonov, medicinski center Medikor. Metka Zorc, ki ga vodi, je redno zaposlitev morala ponuditi 4 zdravstvenim tehnikom, ker so, kot pravi, podjemne pogodbe predrage. V Arbor Meji, kjer se ukvarjajo pretežno z ortopedijo, bodo zaposlili okoli 20 zdravstvenih delavcev. Marko Bitenc je moral zaradi novega zakona zaposliti 7 kirurgov. V diagnostičnem centru Bled so pogodbe z SP-jevci prekinili že lanskega januarja. In če krog sklenemo, kaj na nedavne odpovedi v naši največji bolnišnici pravijo na pristojnem ministrstvu? Za 24 ur dejstva govori državna sekretarka Jasna Humar. Nam je žal za vsakega zdravnika, ki se odloči zapustiti javni zdravstveni sistem, ampak kot sem rekla, vsak ima pravico, da se odloča, kje bo nadaljeval svojo poklicno pot. V našem sistemu dela krepko čez 30 tisoč ljudi, od tega približno 7500 zdravnikov, tako da seveda posamezni odhodi zdravstvenega sistema ne morejo zamajati. Mnogi ob tem opozarjajo, da se bodo zdravniški odhodi dogajali vse dokler ne bodo v javnem zdravniki plačani toliko kot v zasebnem. Pa je to sploh možno? O tem več na 24ur.com.